Simona. Mati Simona. Poslušaj Mona. Ulej, sva že v živo. Poslušaj Mona. Ej, sva že v živo, Isak. Zabavi se. Kaj rabiš ti? Na zdravje. A smo že v živo? Ja, v živo sva že, ja. Kako pa imaš te jajca? Spoštovane gledalce, spoštovane gledalke, javljamo se vam z prizorišča na Primorskem, kjer se bo odvijala tekma v jadralnem padalstvu. Z mano je tudi komentator, Strokovni komentator za jadralno padalstvo in ne vem kaj še. pivo. Okay, noče tega povedati, tudi za pivo. Esad in prosim za besedo. V glavnem, kot vidite tukaj na sliki, vreme danes ni najboljše. Prvi tekmovalci že počasi vzletajo. Imamo še pol ure časa nekako do odprtja štartnega pilona. In tako da lahko... In poglejte tukaj, kaj počnejo. Ali se jim je totalno zmešalo, tako so že visoko v zraku. Kaj to pomeni? To pomeni, da kljub današnji močni inverziji se vendarle da... Veter piha v levo. Veter piha v levo, to je dober znak. Mislim, da danes bo tekma napeta. Isad? Torej, veter ne piha v levo, veter piha iz jugozahoda. Tako se to reče, smer vetra se tako določa. Esad, da te strokovno podučim. Še 15 minut do konca srečanja, ogrevanja in nato se začne tekma. Povej, Esad, šta misliš, da bude danes dobra tekma? Da so vremenske razmere take, da lahko je tekma vseh tekem? Kot sem že rekel, današnje razmere so daleč od tega, da bi bile najboljše. Zaradi močne inverzije, ki vlada na Primorskem. Poglejte Ržena, poglejte ga kam leti, pa zakaj se tako daleč ogreva? Pa zakaj je kar izginil je tukaj, poglejte, prejec pa najvišji. Kako visoko misli, da je dedal. In... ja, kje sem že končal prekiniti? Vremenske razmere, bajede, danes niso dobre. Kaj to pomeni? Ja, kaj to pomeni? Ne bi zdaj o tem, ker do začetka tekme je samo še 3 minute. 3 minute! Stopnjuje se napetost. Motori se prižigajo. Gledalci, 10.000 gledalcev v vznožju neprestano se dere in navija za naše nevarne in nadvse nadušujoče tekmovalce. Kot lahko vidiš, Esad, najboljše je potegnil mladi tekmovalec, Ceglar. Ceglar vleče visoko nad vsemi, sledimo mu pa vsi. Kar presenetil me je. Prvi je obrnil Ceglar, sledimo Valič, poglejte kakšna hitrost. Valič vleče po vznožju. Tukaj tekmovalci sedaj nabirajo višino, v termičnem stebru se dvigajo in potem nadaljujejo proti vzhodu. Kdo je v najboljšem položaju? Ceglar še zmera, tudi Valič je visoko je. Ve, da izbira dobre linije. Kaj misliš iz izkušenj, ali Valič da danes presenetiti ali suvereno premagati vso slovensko elito? No, zame kot strokovnjaka, ki se spozna na ta šport, zmaga Aljaža Valiča ne bi bilo nikakršno presenečenje. On je že večkrat dokazal, tudi na takih tekmah... To, da poglejte, Novak se je prebil Prevca, to, da sedaj Prevce dviguje, neki lovi Valič drugega. Poglejte, kako je zdaj napeto, tukaj se je obračal Ceglar, obrnil prvi obrnil, gledalci so navdušeni, poglejte njegov fangklub, Ceglar! Tekmovalci letijo proti tretji obratni točki, to je grad Kromberk, neposredna bližina italijanske meje. Kaj se bo sedaj zgodilo? Ja, ta del je že malo bolj taktičen. Iz Daniela bodo morali tekmovalci odleteti... Poglejte ga, lovi ga, Valič ga lovi! Napeto me za prvo mesto, to je dvoboj za prvo mesto. Napeto bo še vse do konca. Torej tekmovalci bodo napeto bo še vse do konca. Zelo napeto bo še vse do konca. Seveda bo napeto. Tekmovalci bodo morali odleteti 2 km nad ravnino in zaradi tega bodo morali dvigniti višino, vidiš? Aljaž in Ceglar že pobirata. Vidi se grad Kromberk, kralj maha in spodbuja svojega okna. Vse tekmovalce, vemo, da jim je nekoč že čestital lastnoročno, tukaj v neposredni bližini namreč stanujeta tudi brata Valič, ki sta prejela odlikovanje
grada Kromberškega in postala viteza. Ja, tukaj imamo zdaj 10 vitezov, ki že letijo iz Kromberka nazaj proti naslednji obratni točki. Ta pa bo najbolj zahtevna, po mojem mnenju. Tekmovalci se bližajo sedaj zadnji obratni točki. Ta bo odločilnega pomena za vso današnjo tekmo. Kakšen misliš, da bo razplet? Esad? Ja, jaz največ možnosti pripisujem Aljažu Valiču, ki že celo tekmo lepo pele, skozi v ospredju, nadzira svoje tekmovalce. Tukaj se približuje temu, vidimo pa nekatere, da ne morejo zbrati prave višine in se počasi obračajo. Tukaj že to je prve napake. odpoved, to so napake, kajti Že prve napake, prenisko je bilo tale polet. Vendar pa s tem dajo možnosti ostalim, ki so nekoliko zaostali. Poglejte, kako hitro se da nabrati višino, pa to je neverjetno. Veste, to je možno samo v Vipavski dolini. Takšni hitri dvigi v višine so možni samo tukaj. No, čeprav danes dviganja niso močna, treba je imeti jeklene Veter sedaj živce. že piha v jug. Veter piha v jug. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo še zelo napeto. In tukaj pa ja, kot sem si mislil, Čaven zna biti danes velik problem. Poglejte, Eržen je potegnil nazaj. Pravkar so nam iz režije sporočili, da je naš poročevalec Haso na pristanku pred mikrofonom ujel nekaj tekmovalcev, ki so tekmovanje žal predčasno končali. Haso, beseda je tvoja. Po mojem ne ima Valiček mogla biti že tle, če pobrnila ta, po mojem, ben ni bo. Obrnili še bojo, sem bo kriza. Ne, sem bojo prišli. Sam je treba še na osek, še ven je treba iti. Tu, čisto na ravnino. To bo kurat, če bi bilo sam sekret. Sam to drži vse. Ja. Sem prišel z 300 metrov, Ja, cerkve, ja. se vrpali se. Tukaj vidimo, favoritom je že uspelo obrniti čez to zahtevno točko in že letijo proti cilju. Gašpar, še tvoj komentar. Eso, jebote. Ja, torej, tekmovalcem je proti mojim pričakovanjem pravzaprav uspelo pobrati in so obrnili točko, sedaj pa... Poglejte, kako poteguje. Poglejte ga, Valič leti. Pa to je svetovni rekord, kako To je hiter zmaga, to je zmaga. Tu ga ne more ujeti nihče več. Zanesljiva Tako zmaga. je, tako je, to je zmaga. Tukaj pa vidimo borbo za drugo, tretje mesto. Za drugo mesto se tu brdijo Eržen Novak. Kdo bo tukaj In pristal. hitrejši? Marko Novak je bil vedno hiter tekmovalec. Marko Novak. Dokazuje. Valič, poglejte, kako potegnil Valič in konec tekme. Sedaj fotofiniš bo odločil, kdo je tukaj zasedel drugo mesto. Zanimiva tekma, kaj naj še rečem. Ja, res, take tekme se lahko nadejamo še v prihodnje. Res, morda pogledajte še izjava tekmovalca, ki je spremljal to od spodaj. To je domačin z Primorske, povejte nekaj, gospod Hase. Zelo presenetljivo. Zelo. Do konca se ne vedela, kdo bo zmagal. Ampak koncu nas je presenetili. Zaupali smo njega. Tako, hvala za to. Tukaj še en šprit za vas, gospodine. Na zdravje. Srečno za to. Tako počasi zaključujemo prenos današnje tekme. Zaključno besedo pa predajam strokovnemu komentatorju Esadu. Torej, še enkrat lahko rečem, zelo dobra dirka. Dobili smo to, kar smo pričakovali, Primorska nas zopet ni razočarala. Upam, da denarja je bilo zadosti. Tudi Valič nas ni razočaral, zopet je dokazal, da trenutno je on. Prednost številka domačega ena. terena morda? Tudi. Pač fant leti veliko v teh krajih in znova je dokazal, da je to določene vrste prednost. Tako, iz Goriškega za 10 minut Mirsad Ališ.